Torej, javna dražba, koliko parcel, kaj se dogaja? Ja, občina je objavila javno dražbo, po kateri prodaja na območju Čečovja jug gradbene parcele, kjer je možno graditi po pridobitvi gradbenega dovoljenja individualne hiše oziroma tudi dvojčke. Parcel bo na voljo 20, javna dražba bo izvedena v mesecu novembru, tako da bo to projekt, ki bo omogočil gradnjo novim prebivalcem, mladim družinam in tudi vsem občanom in občankam oziroma tudi vsem širše. Jaz sem samo tukaj, da vas pozdravim. Dobar dan, dobrodošli, hvala za interes. Pravzaprav z današnjim dnem, oziroma že včerajšnjim, ko je bila objavljena javna dražba, naredimo eno piko na zgodbo, ki ste jo spremljali tudi v preteklem času. Preteklo sredo je potekala izredna seja, na kateri je občinski svet občine Ravne na Koroškem potrdil elaborat o komunalni opremi območja Čečovje jug, nove zazidave, kjer bo zraslo, kot boste v nadaljevanju slišali in kot ste nekateri videli, kar 30 novih hiš oziroma 30 parcel. Hiš verjetno še več, jaz bom pa predala besedo za predstavitev projekta oziroma o razvoju naselja Čečovje jug, pa nam bo več povedal župan dr. Tomaž Rožen. Ja, najlepša hvala, Janja Širnik. Lep pozdrav vsem predstavnikom medijev na tej priložnostni tiskovni konferenciji. Z mano je tudi Tadej Šlovnik, vodja projekta javne dražbe oziroma razpolaganja s parcelami na tem območju, da bo tudi lahko odgovarjal na nekaj vprašanja, če bo z vaše strani. Skratka, tu smo, da predstavimo tako imenovano razvoj naselja Čečovje jug, kjer v bistvu postavljamo vejico, pike še morda ni, pika bo, ko bodo hiše v roku 5 let zgrajene, vendarle pa je pomemben mejnik, oziroma preverba resničnega interesa po gradnji individualnih stanovanjskih hiš v našem mestu. To območje Čečovje jug je v lasti občine Ravne že kar nekaj let, gre za stavbno zemljišče na robu naselja Čečovje, skupni izmeri 3 hektarje. Na tem območju je sprejet občinski podrobni prostorski načrt, gre za stavbna zemljišča, kjer so predvidene gradbene parcele, torej od slabih 500 kvadratnih metrov do 926 kvadratnih metrov. Tu predvidevamo možnost izgradnje 30 stanovanjskih hiš. Občina se je odločila, da 8 parcel v tem trenutku ne prodaja na javni dražbi in jih bomo ponujali mladim družinam na drug način. 22 gradbenih parcel pa torej predstavljamo, da se bo danes oziroma včeraj naprej je objavljena javna dražba prodalo v mesecu novembru, ko bo organizirana tudi sama javna dražba, ki je v uvodu tudi danes prisotni gospod Tadej Šlovnik. Zdaj, 8 parcel smo si pridržali z namenom, da ali z nepovratnimi sredstvi Ministrstva za solidarno prihodnost ali z javno-zasebnim partnerstvom občina izgradi 8 hiš na teh 8 parcelah. V teh 8 parcelah predvidevamo sicer izgraditi tako imenovane dvojčke oziroma dvostanovanjske hiše, kar pomeni, da bi 16 mladih družin ali mladih ljudi lahko dobilo te hiše v najem za določen čas po ceni, ki bo ugodna. Gre za naslavljanje problemov mladih, ko se želijo odseliti od jedrne družine, hkrati pa nimajo še dovolj lastnih sredstev za nakup parcele in pa gradnje hiše in bi pač lahko najeli eno enoto v dvostanovanjski hiši. Tu je naš cilj, da bi najemnina za to hišo, ki je bila v lasti občine, bila vzdržna, zato bomo v pogovorih, kot je podobno bila občina Ajdovščina, za gradnjo teh, če lahko rečem, neprofitnih, nepridobitnih 8 hiš oziroma 12 stanovanjskih enot. Vendar moramo to področje prej komunalno opremiti, pripeljati do tega tržnega dela 22 gradbenih parcel, da se lahko potem obrnemo tudi na ministrstvo, oziroma če ministrstvo ne bo za to z javno-zasebnim partnerstvom, ob pogoju, da bo cena vzdržna za mlade, če pa nam to spodleti, torej tistih 8 parcel pa lahko v nadaljevanje še tudi tistih 8 prodamo. Danes bo bolj sicer govora o teh 22, tu smo prikazali to lokacijo, zdaj smo tudi v naravi pogledali, lokacija kombinira rob mesta in pa delno tudi narave, tako na Navrški vrh z ozadjem Uršlje gore.
Lokacija je izjemno zanimiva z vidika javne infrastrukture, ki se tu v bližini nahaja. Športni center Ravne z prvo infrastrukturo je oddaljen samo 500 metrov, dostopen seveda po varni peš poti, potem je seveda tukaj takoj osnovna šola Preživega Voranca, nov vrtec Ravne, enota Suzice, takoj zatem seveda šolski center Ravne, gimnazija, srednja šola, Koroška srednja knjižnica, če samo naštevam seveda infrastrukturo občine, ki je v bližini tega naselja. Poleg tega pa tudi ni daleč do drugih pomembne infrastrukture, kot je zdravstveni dom, Koroška lekarna in navsezadnje tudi trgovina na Čečovju. Torej, govorimo o 22 gradbenih parcelah, grafično tu prikazanih. Prvih 8, kot vidite, smo nekako označili drugače, na tej drugi skici, teh 8, ki ne gre v tem trenutku v prodajo. Kot rečeno, javno dražbo nameravamo organizirati, ukolikor ne bo prišlo do sprememb tekom razpisa 2. decembra, kar pomeni, da je na voljo za premislek in pa seveda urejanje nekih drugih stvari cel mesec november. Celotno besedilo je na spletni strani Ravne, varščina pa se mora oplačati do 24. novembra. Varščina je predvidena v obliki 3000 evrov, ki pomeni seveda resnost samega ponudnika, da kdor plača varščino, pač seveda draži parcelo, kolikor ne dobi, seveda se varščina vrne tistemu, ki parcele pač ni kupil, tisti, ki jo kupi, pa se za varščina šteje v samo kupnino parcele. Postavili smo, bi rekel, dokaj nizko ceno na kvadratni meter, 29 evrov na kvadratni meter stavbne gradbene parcele, plus 22% DDV, ki ga moramo sva plačati pač Fursu. To se nam zdi prijazna izklicna cena, kajti za to ceno smo šli tudi zaradi tega, kar bom v nadaljevanju predstavil, da je pravzaprav komunalna oprema tega področja relativno visok strošek. Torej, cena parcel, samih parcel je torej od 14 do 27 tisoč evrov na parcelo, izklicna torej 29 evrov na kvadratni meter. Poleg tega pa smo seveda pričeli z komunalno opremo območja, torej zgrajujemo komunalno in gospodarsko javno infrastrukturo. Zaradi specifike, bi rekel, pobočja in pa ogromne količine vode, ki se nahaja na tem območju na globini, ki seveda danes ni vidna, moramo to področje pravzaprav izsušiti in zgraditi kompletno infrastrukturo, kamor spadajo ceste, tako povezovalna, prometna in kot ta znotraj naselja, potem seveda oskrba z pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, meteorskih in fekalnih, elektroenergetsko omrežje, normalno s telekomunikacijskim omrežjem ter javno razsvetljavo, tako da to področje bo seveda v sodobnem urbanem smislu popolnoma komunalno opremljeno, pripravljeno v 2 oziroma 3 platovih tudi za gradnjo seveda potem individualnih hiš. Komunalni prispevek, kot rečeno, je bil sprejet na tem odloku, ki ga je gospa Šernik omenila. Občinski svet je seveda za to območje prepoznal višje stroške komunalne opreme in določil višji komunalni prispevek. Mi bomo za začetek zbirali akontacijo komunalnega prispevka v višini 35 tisoč evrov, medtem ko same konkretne odmere pa bodo sledile ob izdaji gradbenega dovoljenja. Ljudje si bo lahko pol leta po nakupu parcele že vknjižili kot lastniki in bojo seveda lahko pridobivali gradbeno dovoljenje. Takrat se bo odmeril pa končni komunalni prispevek, ki je kombinacija 2 vhodnih podatkov, to je velikosti gradbene parcele in pa velikosti hiše. Zato lahko zdaj samo ocenjujemo, kak bo. Mi ocenjujemo, da bo okoli 40 do 50 tisoč evrov končni komunalni prispevek. Seveda na parceli z 900 kvadrati bo nekoliko večji kot pa na parceli z 500 kvadrati obsega parcele. Zdaj, sami pogoji dražbe so nastali na podlagi izkušenj občine iz 2 naselij, torej naselja imenovana Kotle 3 in Kotle 4. Javna dražba je namenjena izključno fizičnim osebam, posamezni dražitelj lahko kupile eno parcelo, že omenjeno 6 mesecev po predpogodbi lahko postane, so pa po plačilu kupnine, lahko postane zemljiško-knjižni lastnik, začeti mora graditi z gradbenim dovoljenjem v roku 2 let in pa končati gradnjo hiše v 5 letih, kar se je pokazalo za realne roke v naših 2 prejšnjih izkušnjah. Ukolikor ne, pa seveda občina lahko parcelo z vračilom kupnine, oziroma mislim, da se varščina odšteje, dobi nazaj in pač išče drugega ponudnika. Kar je mogoče novo na tej dražbi, za razliko od prejšnjih 2, je, da smo
omejili, kdo se lahko prijavi na dražbo z dvema pogojema, in sicer izključujemo zavezance za plačilo davka na premoženja, ki imajo že v trenutku, ko se prijavljajo na dražbo, torej več kot eno stanovanjsko nepremičnino, ali če imajo stanovanjsko nepremičnino, v kateri bivajo večji od 160 kvadratnih metrov, kajti naslavljamo seveda skupino občanov ali drugih, seveda, ker ni to omejeno za občane, naslavljamo tisto skupino prebivalcev, ki pač torej nimajo v tem trenutku še druge stanovanjske nepremičnine, imajo samo prvo, v kateri bivajo, in pa če ta ni večja na lastnika, no, torej 160 kvadratnih metrov, kar pomeni 320 kvadratnih metrov, kolikor sta dva pač vknjižena na eni hiši. Torej hiša ne rabi biti, ta pogoj ni 160 kvadratnih metrov hiša, ampak 160 kvadratnih metrov na posameznega lastnika, da se razumemo. Ta pogoj smo dali, ker pač želimo, da ljudje, ki nimajo druge stanovanjske nepremičnine ali tako velike hiše, lahko izključno sodelujejo na dražbi. Tako da informacije, kot rečeno, gospod Tadejo Šlovnik na občini o sami dražbi, tehnična vprašanja pa drug sodelavec Marko Pongratz, ampak ta tehnična vprašanja se nanašajo bolj na komunalno opremo, morda tehnične pogoje za gradnjo, o tem bo pa najbrž tekla beseda skozi vprašanja in bi rekel odgovore, ki jih bomo tekom dražbe seveda dolžni pojasnjevati zainteresiranim kupcem. Zdaj na občino se je obrnilo v tem trenutku že veliko interesentov, že takrat, ko je bilo govora še, da bi te hiše gradilo takratni projekt Back to the Village, nazaj na vas, tisti projekt je pa seveda z vidika tiste firme propadel in dve občini, ki sta bila takrat najbolj zainteresirani, torej Ajdovščina in pa Ravne, gremo vsak po svoje poti, to je naša pot, ki zdaj predstavljamo, in računamo, da bo tisti interes, ki je bil takrat izkazan z konkretnimi podatki, imeni, primki in številkami telefonskimi, tudi zdaj, da bodo ljudje obveščeni, no, da zdaj smo pa na tem trenutku projekta, da se lahko ponovno razmisli o tem, ali bi želeli tu graditi svoje hiše. Tako da računamo, da interesa bo dovolj, tudi z vašo pomočjo, no. Cilj je, da prodamo vseh 20 parcel in da potem seveda komunalno lahko to uredimo v roku v naslednjem letu, ter da se v jeseni potem drugo leto lahko začnejo prve gradnje, oziroma potem seveda v letu 27 in nadaljevanju. Toliko z moje strani, zdaj, če bi me tudi kaj zdaj dopolnil, ali če ne pa pol, če kako vprašanje. No. Evo, izvolite. Trenutno je v proračunu za komunalno ureditev območja predvidenih 2 milijona 100 tisoč evrov. Zdaj sama cena bo pa odvisna seveda od javnega naročila in v naslednji fazi od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. To je nekaj več, ne, glede na ostale zaradi teh pogojev, ki so danes polskih, se pravi vojna. Ja, to je nesorazmerno višji strošek komunalnega opremljanja kot na drugih območjih, no, tako da računamo, da bo sicer za to tako izteklo, no, ampak ja, to je to. V grobem je to zaradi seveda. Kako te boste izsušili to območje, oziroma preprečili, kako vem, da bo, mislim, ker se mi zdi, da to bi znalo jih malo, kako bi rekla, zadržati kakšne potencijalne investitorje, če bi vedeli, da tam nekaj treba. Ja, tu je v bistvu bila izvedena študija, no, študija območja v smislu meritev, postavile so se merilne naprave, kjer se je nad to cesto, ko smo se prepeljali, no, in pod cesto merilo, kaj se dogaja. Na osnovi teh meritev, ki so trajale 1 leto, je projektant, seveda pooblaščen projektant, predvidel tehnične rešitve, kako se voda z zelo globokimi, sicer je prej bila predstavitev, no, koliko globokimi, 6 do 8 metrov drenažnimi sistemi, se ta voda pravzaprav polovi in se izpelje v torej javni kanalizacijski sistem, tako da to je rešitev, ki jo je pač stroka občini predlagala. Mi smo za to dobili gradbeno dovoljenje in računamo seveda, da bo to vzdržno, da potrebni neki piloti za hiše ne bodo potrebni, da bo to pravzaprav naloga občine, da ta sistem izgradi in zaradi tega tudi seveda to botruje k tej relativno nesorazmerno višji ceni komunalnega opremljanja. A bo pa recimo lahko imeli klet? Zdaj, ta detalj mi ni znan. Ne, po OPPN ni predvideno. Aha, ni kleti. Aha, ni predvideno klet. Koliko je pa sicer recimo bil poprečno nek komunalni prispevek pri vas? Komunalni prispevek pri nas je, recimo da rečemo, 12 do 20 tisoč evrov. Odvisno od velikosti hiše. To je 3-kratnik, po moje, tu nekje. No. Skratka, plačajo parcelo in boljše komunalni prispevek. Tako, tako.
Zato je pa parcela kaj malo nižja. Tako je zato pa parcela nižja. Tako. Računate, da bodo tudi god prišli interesenti. Iz sosednjih občin vse bi rekel, zanimajo, zdaj dlje od Koroške pa zaenkrat nismo dobili, bi rekel, povpraševanja oziroma neke vrste izkazanega interesa. Kdaj pa bo občina vedela, bo sama tistih 8 lahko zgradila? Se pravi, kakve vire ste ocenjujete, da bodo zgradili? Ja, mi računamo, če bi Ministrstvo za nacionalno prihodnost želelo sodelovati, no, da bi šli seveda z investicijo polovičnem znesku, no, torej da bi recimo subvencionirala država pol občina, ampak ta model bi krili, bi rekel, ta sredstva iz najemnine stanovalce, ker to bi bil svoj najem. Kolikor ne bo država sodelovala, bo treba preračunati, no, ali lahko zasebnik zgradi hišo in da najemnina še vedno zdrži investicijo. Ideja je, no, torej, da iz najemnine bodočih stanovalcev, ki je nepridobitna, torej samo strošek izgradnje hiše se zračuna na 15-letni najem, dobimo to infrastrukturo. Zdaj, če bo ministrstvo sodelovalo z nepovratnimi sredstvi, bo ta najemnina svoja lahko nižja. V Ajdovščini imajo najemnino 490 evrov za enoto na mesec. Mi računamo nekje na 390 ali pa 400 evrov, no. Manj pa, če bo pa cena višja, pa se ta projekt pravzaprav bo težko spustiti. Kdaj bo to občina vedela, bo šla v gradnjo? Računamo, da bi spomladi nekje vedeli pred komunalnim opremljanjem, vse pred teh ni možno graditi, no. Sporedno z gradnjo tega naselja bi mi to rešitev iskali. No. Ker ne prije tlorisa določi, to še ni določeno, kakšni bili tlorisi za teh 8 naših hiš, no, je treba seveda prediskutirati, da so to dvosobne, govorim pa okrog 80 kvadratih, recimo 80-90 kvadratov enota. Da bi bila tu možno v teh, govorimo o 8 hišah, torej 160 kvadratnih hiše, v eni etaži, pač. A so to malo večja parcela bolj tam? Tam so parcele sorazmerno enake. Mislim, da niso kaj večje, so okrog 500 kvadratov, 400 do 600 se gibljajo. Tistih 8, ko je zdaj malo tu prečrtanih, se vidite. A trenutno je torej tam gost, ali je že posekanje? Zdaj trenutno je posekano, ni pa še čisto odpeljan, drevesa, no, ampak je poseka, kak je načrt s parcelacijo. Ja, v sredo se bodo izvajala že tam geodetska dela, se pravi, se bodo označile parcele, tako da bodo tudi potencialni kupci si lahko do konca tedna že ugledali v naravi stanje. Če bodo hotel parcelo, na primer številka 19, je bo videl v bistvu naslednjega tedna označeno, kaj lahko odraži. No. Fizično bo označena parcela, sicer bo mogel dati škorne gor, no. Ampak lahko bo šel do parcele, ker še ni. Koliko let je občina zdaj to v bistvu načrtovala? To smo dolgo načrtovali, ja, mi smo to zemljo prejeli po zakonu, zdaj ime se ne spomnil, no, ampak zakon o državnem zboru, no, ker je bilo to v lasti sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije, potem pa so v državnem zboru za časa mandata državnozbornega poslanca Alana Bukovnika sprejeli zakon, po katerem so vsa stavbna zemljišča v občinah, ki so v lasti sklada, prišla brezplačno na občino. In od takrat naprej se pravzaprav mi s tem ukvarjamo. Nekaj časa nazaj, ko on je bil poslanec. Ja. A on je predlagal, kaj? Ta zakon je bil takrat sprejet, no, zdaj ne vem, če je on bil predlagatelj. Ja, on je bil ambasador tega zakona, sem ne vem, če je bil predlagatelj. No. Se pravi, vsa stavbna zemljišča v lasti sklada so bila brezplačno prenešena na občino. Vsem občinam, ne sem ravno. Ja. Vsem občinam po teritorialnem principu, ne, torej, vse občine smo prejeli takrat v last. Kako 20 let je to verjetno? 15. Aha, no, vse. To je bilo 2010, OPPN smo pa sprejemali leta 2011 za to območje. Kdaj je nazadnje občina imela kako so posegli? Nazadnje smo urejali 2022, mislim, pred poplavami 2022, kotle 4, no, ker je bilo 14 parcel. V bistvu v zadnjih 15 letih kar nekaj. Pa prej še kotle 3, no, tam je pa 32 parcel, to je tako tretjo, recimo v zadnjih teh 15 letih, tretjo naselje več kot 10, da vključuje več kot 10 individualnih hiš, no.
Je pa specifika, no. Kot le 4 smo mogli mi kupiti zemljišče, kot le 3 smo ga spet dobili prek sodišča, no, smo mogli, bi rekel, imeti eno bitko z Zadrom. Po različnih metodah smo prišli do teh parcel. Ampak ne vem, pomoč med občinami, da je to, ko jih moči prevrača, zato ne vem, če je občina Koroška imela Individualne gradnje. možnosti za individualno gradnjo. Da vi v bistvu, mislim, občina ne ima nekega izkupička finančnega odprodaje teh parcel, se vse vloži nazaj. Ja, tudi če bi se na dražbi pokazalo, no, da bi recimo zna se nam zgoditi višek prihodkov, če bi dražitelji šli pač bistveno nad cenami, no, ampak itak nas čaka tu še ogromno njih stroškov, te primarne ceste, ko ste se pelali, pešpot do športnega parka, za tu. Še ni bilo, bi rekel, gradnje, da bi občina finančno bila bolj kvečemo, moramo nekaj vložiti, da prijemo do cilja. No. To je vprašanje, kaj bo to z gradnje samo, no. Kaj se bo pokazalo, bi rekel, med gradnjo, bo neki dodatni stroški ali ne bo, to je vse stvar še prihodnosti, no. Večjih presenečenj ne pričakujemo, no, ampak praviloma mi se delujemo nepridobitno, no. Ni to naš cilj, oziroma niti ne vem, če po zakonu lahko sploh kaj zaslužimo. Za proračun sem da govorim. Ste rekli, da je cilj parcele prodati v letu 2026, pa 25. še v tem letu. Tako. Tako, pa da se začne graditi jeseni 2026. Hiše. Tako. Ja, tako. Mi bi komunalno opremo smo na nek način že začeli, no. Zdaj so posek je bil, gradbeni stroji bo sicer zabrneli po dražbi, no, ker so je to prihodek, katerega bomo uporabili. Teda spomladi se bo začela pa obširna, oziroma kakva bo zima, no se ne vem, bo bela, ne bo obširna komunalna oprema. No. Seveda zravnavo terenu z buldožeriranjem, tamponi, vodovodom, kanalizacijo, s temi vodnjaki, no, oziroma globoko drenažo, to se bo delalo spomladi, računamo, da bi do poletja to lahko bilo konc, no, oziroma zgodaj jeseni. Vmes bi ljudje lahko že pridobivali gradbena dovoljenja za svoje hiše, eni so se odločili za montažne, rabijo pač imeti gradbeno dovoljenje, predna dobijo pač od teh ponudnikov, Marles in podobno. Ta teoretično bi prve hiše lahko jeseni stale, no. Že, ampak, ta pa recimo spomladi 2027. To je pa sigurno. A gradbinca boste našli, ko so že tak zasedeni? Ne, gradbince že, na javnem razpisu je že prijavljen gradbinc, tako. Gradbince že imamo, gradbince, to pa tudi podjetje iz... Ja, se odločitev je že bila v postopku javnega naročila, to je podjetje Sial iz Žalca. Ni znan še občine bilo podjetje do tega. Tako, odločitev je že bila sprejeta, ni še pa bila podpisana gradbena pogodba, na to pa pričakujemo v decembru podpis še gradbene pogodbe. To je razpis za izvajalca smo že imeli, zdaj imamo ukvirjeno ceno imamo, no. A je mogo imeti kakve posebne Seveda, reference so bile tako v vsakem javnem razpisu določene. Ena izmed referenc ključnih je bila, da je že opravljal tovrstne projekte, se pravi komunalne opreme. Tudi je bilo po metrih določeno, koliko kanalizacije je mogel že izvesti v enem projektu. Tako da ja, isto kot na vsakem razpisu smo pač glede na naravo projekta določili reference. Dobro, teba hvala vam za točko 1. Točka razno. Jaz sem malo hodila vprašati, ne vem, verjetno spremljate tudi razmero metalu, kak poseben komentar, ste kaj pripravljeni, če bi kaj težave bile, no, tako da. Ja, spremljamo svojo pozorno, kaj se dogaja. Zdaj, v naših informacijah so se prestrukturira lastništvo podjetja Metal Ravne, ki je seveda ključno podjetje za razvoj našega gospodarstva. Hkrati seveda za zaskrbljenost opazujemo tako imenovan upad naročil, prehod na skrajšan delovni čas. Tu računamo, da seveda te geopolitične razmere se bojo umirile. Glavni razlog, ki ga navajajo, konec koncev povzemate mediji, so seveda te ameriške carine, oziroma zaprtje trga za evropske izdelke v Ameriko. Na podjetje Metal je po naših
informacijah bolj vplivalo to, ne toliko direktna prodaja v samo Ameriko, ampak indirektna, torej kupci, ki kupujejo od naših jeklarjev v Nemčiji, Franciji, pa se jim je zaprl ameriški trg. No. Tu je zaskrbljujoče, medtem ko samo lastniško prestrukturiranje, tu nam zbuja manj skrbi, no, ker železarna je tega menjala že vrsto lastnikov, računamo, da bo tudi nov lastnik, ki bo, katerem menda odločajo banke, dober lastnik, no, da bo zainteresiran za razvoj lokacije. Hkrati pa seveda to vprašanje, ki krepko presega lokalna skupnost, no, kaj se bo v bistvu Evropa odločala svojo industrijo oziroma jeklarsko industrijo, ki jo je seveda zanemarjala zadnjih kar nekaj desetletij. No. Se je vse selilo na vzhod, zdaj vidimo, da nekaj industrijo bo treba vseeno obdržati. Je pa koliko zaposlenih, a ne verjetno z občine Ravne tam? Približno polovica ljudi je zaposlenih naših občanov, no, taka ocena stanja, no, od 900, kaj ste poročali, 950 jih je zdaj, no, v družbi Metal, no, pa je še sva družba Ravne Systems, ki ima tudi 400 zaposlenih, ampak nekaj polovica je čisto lokalnega okolja. Mislim, da celo Ravne Prevale jih je polno. Videli, kaj bo, ne? Cesta, Dravograd, Ravne se pa lepo dela, nekakva novost, kaj? Ja, tu časovnica zaenkrat ni ogrožena, no, prišlo je do nekih racionalizacij projekta, nekaj manj bo treba kanalizacije, pa te stvari prestavljati, no, kar je bil strošek občine. Torej, tu zaenkrat ne poročajo investitor, no, DRSI, o kakih spremembah, no. Torej, rok ostaja 18 mesecev od začetka, to pomeni jeseni drugo leto, no. Zaenkrat ni informacij o kakih spremembah. Malo bo sva zima pokazala svoje, no, ampak ko so se prijavljali, so vedeli, da bo ena zima vmes, tu tudi izgovorov nebrž kakih pretiranih ne bo, no. In ministrica je spet poudarila, no, na zadnji, ko smo bili z njo skupaj, da je bil rok kriterij izbire, no, ni bil rok zgolj. So nebrž kazni kar krepke na to pogodbo. Popoplavna sanacija pa tudi. Poplavna sanacija teče, mi bi si želeli bolj hitro, no, pogodbe z ministrstvom so nekoliko v počasnem tempu, no, ampak se končuje za letošnje leto, no, bolj ne, novembra še nekaj del bo narejenih, no, ampak to je to. Ja. Koliko ste letos dali za tega? Verjetno ste tudi kaj predstavljali, ste nekaj ste tudi rebalansa? Rebalansa nismo imeli, no, ampak vse premikajo investicije, vse premikajo v leto 26, v drugo leto, ja, vse premikajo. Časovno. Ok. Hvala lepa za udeležbo, no. Ko bo pa redna seja občinske sveta, bomo spet imeli redno tiskovno, no. Teda, hvala vam. Ja.